Lep pozdrav. Ja danes bom zaigral Luciano Berio sekvencu, številka 1. Luciano Berio je bil pomemben italijanski skladatelj 20. stoletja, znan po svojim eksperimentalnim pristopih in razvoju sodobne glasbe. Njegov cikl sekvenca predstavlja virtuozna dela za solo instrumente, ki raziskujejo njihove tehnične in izrazne možnosti. Sekvenca N za flauto, nastala leta 1958, je eno od njegovih najboljih znanih del, v katerem Berio uporablja kompleksne ritmične strukture, svoboden tok časa in razširjenje tehnike igranja. Uživajte!
Živijo vsem. Jaz vam danes bom zaigrala solo skladbo DEBLA, skladatelja Cristóbala Halffterja. Cristóbal Halffter je bil španski skladatelj, rojen v Madridu leta 1930. Že 6 let kasneje se je preselil v Nemčijo skupaj s svojo družino zaradi španske državljanske vojne. Po vrnitvi v Madrid je začel študirati pri Konradu del Campu na Kraljevem konservatoriju, ker je tudi diplomiral leta 1951. Poleg univerzitetne izobrazbe je študij nadaljeval pri Aleksandru Tasmanu in Andreju Želiveju v Parizu. Debla je kot izraz prvotno flamenkovski izraz za pesensko obliko, za katero je značilno, da je vedno vokalna, torej brez spremljave. V trenutku vrhunca pevec pogosto udarja s kolenom v pravilnem in negibnem ritmu in to nam je v tej skladbi prav na ta način pričaral Halffter z istoimenno skladbo DEBLA. Posvečena je Mariji Halffter in je prvič izvedena v Montepulcianu avgusta 1980. Uživajte!
Pozdravljeni še z moje strani. Danes vam bom zaigrala dve skladbi za solo flavto. Prva je od skladatelja Ferrouda in sicer Three Pieces Orientales za flavto solo. Skladatelj je sploh v tem najbolj prepoznavnem delu za flavto pisal predvsem pod vplivom orientalizma, ki je bila neka smer francoskih skladateljev 20. stoletja, ki pa navdih izčrpajo iz vzhodnih, severnoafriških in azijskih kultur. Kažejo se predvsem v tem delu v nenavadnih lestvicah z določenimi višaji in nižaji, posebnih ritmih, ki si jih predstavljamo kot neke plese ali pa kot improvizacijo, ter melodičnih linijah, ki so zelo posebne, zvenijo sodobno, ampak še vedno zelo poslušljivo. Druga skladba Roberta Muczynskega so pa trije preludi, tudi trije stavki, ki je zelo kratka in kompleksna skladba. Značilno zanjo so predvsem nenavadni akcenti in poudarki na mestih, kjer jih ponavadi v klasični glasbi ne bi bilo. Ko potem vsebuje tri kontrastne stavke in pa v glavnem so trije stavki, ki so med sabo zelo, zelo različni. Prijetno poslušanje.
Lep pozdrav vsem, sem Sofija in jaz bom zaigrala skladbo Lookout Roberta Dicka. Robert Dick je ameriški skladatelj, rojen leta 1950. Poleg tega, da je skladatelj, je tudi flavtist in pedagog. Za svojimi pedagoškimi deli je vplival na številne druge sodobne skladatelje in na razvoj sodobne glasbe nasploh. Pri flavti je pa razširil uporabo razširjenih tehnik na flavti. Svojo skladbo Lookout je napisal leta 1989 in ta skladba je izjemen primer uporabe razširjenih tehnik, ker uporablja recimo multifonike, petje, nenavadne artikulacije in druge stvari. Prijetno poslušanje.
Lepo pozdravljeni. Zaigrala vam bom skladbo za solo flavto z naslovom Zoom Tube skladatelja Jana Clarka, ki jo je napisal leta 1999, posvetil pa jo svoji ženi. Skladba vsebuje pridih južnoameriških ritmov in bluza. Njegovi vzorniki oziroma skladatelji, po katerih se je zgledoval, pa niso neki klasični skladatelji, kot sta recimo Bach ali Mozart, ampak so to recimo skladatelji Bobby McFerrin in pa Ian Anderson. Ja, uživajte.
Lep pozdrav vsem. Jaz danes bom zaigrala skladbo Asfiksija od Nicole Chamberlain. Ona je ameriška skladateljica, ki je znana po svojem zanimivem sodobnem glasbenem jeziku. Rada raziskuje nenavadne zvoke z uporabo elektronike ali razširjenih tehnik. Skladba Asfiksija nosi naslov po medicinskem izrazu, ki pomeni nezmožnost dihanja oziroma dušenje. Simptomi asfiksije so omotica in nelagodje, kar se lahko občuti tudi v glasbi, kar poslušalcu ponuja zelo intenzivno in malo vznemirljivo izkušnjo. Upam, da bo všeč.
Lep pozdrav vsem, jaz sem Marija. Danes vam bom zaigrala najprej partito v a-molu za solo flauta skladatelja Johanna Sebastiana Bacha, ki je bil nemški skladatelj, eden od najpomembnejših skladateljev iz baročnega obdobja. Na splošno on velja za enega od največjih skladateljev v zgodovini glasbe. Partita v a-molu je sestavljena iz 4 stavkih in to so alemanda, kuranta, sarabanda in bure. Alemanda je umirjen, tekoč začetek, kuranta je hitrejši, virtuozni tok, sarabanda je počasen in izrazno globok stavek, bure živahen in ritmičen zaključek. Partita velja za eno od najpomembnejših solo del za flauto in se pogosto izvaja. Njen datum nastanka ni znan, ker je ona težja, oziroma tehnika igranja je težja kot v 5. brandenburškem koncertu in zaradi tega se predpostavlja, da je napisana po 1723. Ona je ena od redkih Bachovih skladb za solo flauto brez basa in predstavlja vrhunec baročne glasbe za flauto. Uživajte.
Zdaj bom zaigrala ETUDE, številka 5, Allegretto, od Isanga Juna. On je bil korejsko-nemški skladatelj, znan po tem, da je v svoji glasbi združeval azijsko in zahodno glasbo, oziroma azijske in zahodne glasbene elemente. Danes velja za enega od najpomembnejših azijskih skladateljev 20. stoletja. Njegova etuda številka 5, Allegretto, je iz zbirke njegovih etud. Ona je kratka, vendar je izrazito bogata skladba za flavto, ki združuje sodobne tehnike z značilnim vzhodnoazijskim glasbenim izrazom. Tempo in značaj, torej Allegretto pomeni zmerno hitro, lahkotno, vendar z notranjo napetostjo. Kar se pomeni melodike, linija je pogosto prekinjena z nenadnimi skoki in okraski, ki spominjajo na improvizacijo. Ritem je neenakomeren in je svoboden, uporablja velikokrat rubato in nepravilne ritmične vzorce. Kar se pomeni tehnike, zahteva dobro kontrolo vdiha oziroma dihanja, natančno artikulacijo ter uporabo sodobnih flavtističnih tehnik. Izraz, glasba pogosto zveni meditativno, z vplivi korejske tradicionalne glasbe. In še struktura. Ona ni strogo klasična, bolj je razvita kot tok glasbenih idej. Uživajte.
Lijep pozdrav, jaz bom danes prvi zaigrala Arnold Fantazio za flauto opus 980. Malcolm Arnold je bil eden najpomembnejših britanskih skladateljev 20. stoletja. Znan je po izjemni orkestraciji in melodičnosti. Študiral je na Royal College of Music, bil je trobentač, kasneje prvi trobentač Londonskega filharmoničkega orkestra in napisal je skladbo za več kot 100 filmov. Leta 1966 je napisal Fantazijo za flauto opus 89 za mednarodno tekmovanje Pihal Birmingham Symphony Orkestra kot obavezno skladbo za tekmovalce i zlatnu medalju je osvojil James Bowie. Istega leta je Arnold ustvaril fantazije za več orkestrijskih instrumentov in se usmeril v krajši, bolj zgoščen skladateljski slog. Nakon tega bom zaigrala Rhythm of Consistency, to je skladba skladatelja Mateja Bonina, koji je rojen leta 1986 u Kopru in študirao je kompoziciju na Akademiji za glazbu u Ljubljani. Za svoja dela je prejel več nagrad, med drugim Prešernovo nagrado Univerze u Ljubljani. Skladba Rhythm of Consistency je bila napisana leta 2014 za solo flauta in spada u područje sudobne glazbe. Delo je izrazito ritmično usmjereno i temelji na ponavljanju. Osrednja ideja skladbe je kontinuiteta, pri čemer se glazbeni materijal nenehno preoblikuje i skladba pa kot procesna forma raziskuje odnos med ritmom, zvukom i časom. Uživajte!
bom zaigrala dve skladbi za solo flavto. Prva skladba je Jesen v domovini, ki jo je napisal slovenski skladatelj Anže Rozman. Anže Rozman je rojen v Sloveniji leta 1989 in je študiral tudi tukaj v Ljubljani. Zdaj deluje v tujini, predvsem v ZDA in sklada glasbo za filme, serije in koncertne projekte. Sodeloval je tudi z velikimi glasbenimi imenimi, kot je Hans Zimmer. Ta skladba je nastala leta 2010, napisana je za našega profesorja Matija Zupana in je prvič izvedena oktobra istega leta v San Franciscu. Skladba gre za zelo osobno skladbo in je v bistvu predstavlja tisto tiho jesenje razpoloženje, ki ga vsi drugače doživljujemo in zaradi tega je tudi izvajalci imajo veliko izvajalske, torej interpretativne svobode.
Naslednja skladba je Isang Yun, ženske skladateljice, Šola-Mitren. Ona je rojena v Izraelu v 1940 letih, potem se je pa preselila v ZDA, kjer je stekla mednarodno slavo in je tudi sprejela slavno Pulitzerjevo nagrado za glasbo. Skladba je napisana leta 1987 in je posvečena vsem flavtistom, ki rada raziskujejo nove zvočne možnosti instrumenta. V bistvu vzhodni veter, ki ga lahko razumemo iz naslova, je v bistvu en simbol za vse nepredvidivo in močno, kar pride in spremeni prostor, kar se tudi kaže v glasbi in ne gre le za poslušanje, ampak za eno zvočno izkušnjo.